Nekoč po zimi, ko so snežni kosmi, kakor puh, naletavali izpod neba, je pri oknu z okvirom iz črne ebenovine sedela kraljica in šivala. Pogledala je, kako naletava sneg, pri tem pa se je zbodla v prst in 3 kapljice krvi so padle v sneg. In ker so se 3 rdeče kapljice tako lepo lesketale v belem snegu, je kraljica pomislila sama pri sebi, da bi imela otročička belega kakor sneg, rdečega kakor kri in tako črnih las, kakor je okvir tegale okna. Kmalu na to je kraljica dobila punčko, ki je bila bela kakor sneg, rdeča kakor kri in črnolasa kakor ebenovina. Zato so jo imenovali Sneguljčica. In ko se je otrok rodil, je mati umrla. Čez leto dni si je kralj vzel drugo ženo. Bila je lepa, a zelo ošabna in ni mogla prenašati, da bi bila katerakoli lepša od nje. Imela je čudežno ogledalo in kadar je stopila preden, je vprašala: Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je vsej. Ogledalo pa je odgovorilo: najlepša v deželi kraljica ste vi, in bila je zadovoljna, ker je vedela, da govori ogledalo resnico. Sneguljčica pa je doraščala in postala čedalje lepša, in ko je bilo 7 let, je bila zala kakor jasen dan in lepša od same kraljice. Ko je to nekoč vprašalo zrcalo: zrcalce, zrcalce, na steni povej, katera najlepša v deželi je vsej, je zrcalce odgovorilo: najlepša kraljica vi ste pri nas, Sneguljka pa 1000-krat lepša od vas. Ob teh besedah se je kraljica zdrsnila in kar porumenela in pozelenela od zavisti. Od tega dne dalje se je srce v prsih kar stisnilo, kadarkoli je zagledala Sneguljčico, tako zelo jo je zasovražila. Nevoščljivost in ošabnost sta se kot plevel pohotili v njenem srcu, tako da ni imela miru ne po dnevi, ne po noči. Naposled je poklicala lovca in mu rekla: odpelji to smrkljo v gozd, nikoli več je nočem videti, ubiti jo moraš in mi kot dokaz prinesti njena jetra in pljuča. Lovec je ubogal in jo odpeljal v gozd. Ko pa je potegnil lovski nož, se je Sneguljčica razjokala in ga poprosila: ah, ljubi lovec, pusti me pri življenju, pobegnila bom v divji gozd in nikdar več se ne vrnem domov. In ker je bila tako zala, se je lovec usmilil in dejal: pa pobegni, otrok ubogi. Pri sebi pa je pomislil: saj te bodo tako kmalu požrle divje zveri. Pa vendar mu je bilo tako, kakor da se mu je odvalil kamen od srca, ker mu je ni bilo treba ubiti. In ker je prav tedaj pritekel mimo mlad srnjak, ga je zabodel, vzel iz njega pljuča in jetra ter jih odnesel kraljici kot dokaz, da je ubil deklico. Kuhar jih je moral nasoliti in skuhati, hudobnica pa jih je pojedla in si mislila, da so bila to jetra in pljuča Sneguljčice. Zdaj je bil ubogi otrok sam samcat v velikem gozdu. Sneguljčico je bilo tako strah, da je strmela v liste na drevju in ni vedela, kako bi si pomagala. Pričela je teči in je tekla po ostrem kamenju in skozi trnje. Divje zveri so skakale okrog nje, vendar ji niso naredile nič hudega. Tekla je, dokler so jo nosile noge, vse tja do poznega večera, ko je zagledala majhno hišico. Vstopila je vanjo, da bi si odpočila. V hišici je bilo vse majhno, a tako lično in čedno, da se tega sploh ne da povedati. Tam je stala majhna, belo pogrnjena mizica s 7 majhnimi krožniki,
vsak krožnik s svojo žličko, dalje 7 nožičkov in viličic in 7 čašic. Ob steni pa je bilo postavljenih 7 posteljic, druga poleg druge, in pokrite so bile s snežno belimi rjuhami, ter popila iz vsake čašice kapljico vina. Ni namreč hotela samo enemu vzeti vsega. Potem je na smrt utrujena hotela leči v eno izmed posteljic, toda nobena ji ni bila prav. Ta je bila predolga, druga prekratka, dokler ni bila nazadnje 7. primerna. Ostala je v njej, pomolila in zaspala. Ko se je čisto zmračilo, so prišli gospodarji hišice. To je bilo 7 palčkov, ki so v gorah iskali in kopali zlato rudo. Prižgali so svojih 7 malih svetilk in ko je bilo svetlo v hišici, so opazili, da je bil med tem nekdo notri, ker ni bilo vse tako v redu, kakor tedaj, ko so odšli. Kdo je sedel na mojem stolčku, je rekel prvi. Kdo je jedel z mojega krožnička, je vprašal drugi. Kdo je vzel košček mojega kruha, je želel vedeti tretji. Kdo je jedel mojo zelenjavo, se je začudil četrti. Kdo je nabadal z mojimi viličicami, se je razhudil peti. Kdo je rezal z mojim nožičkom, je nadaljeval šesti. Kdo je pil iz mojega kozarčka, je končal 7. Nato je pogledal prvi okrog sebe in videl majhno vdolbino v svoji posteljici ter rekel, kdo je stopil na mojo posteljico. Ko pa je 7. pogledal na svojo posteljico, je v njej zagledal Sneguljčico. Poklical je druge, pritakli so in vzklikali od začudenja. Potem so stekli po svoje male svetilke in osvetlili Sneguljčico. Jejhata, jejhata, so klicali, kako lep otročiček, in bili so je tako zelo veseli, da je niso zbudili, ampak so jo pustili spati. 7. palček pa je spal pri svojih tovariših, pri vsakem 1 uro, in tako je minila noč. Zjutraj se je Sneguljčica prebudila in ko je zagledala 7 palčkov, se je hudo prestrašila. Ti pa so bili prijazni z njo in so jo vprašali, kako ti je ime. Sneguljčica, jim je odgovorila. Kako pa si prišla v našo hišico, so jo naprej spraševali. Sneguljčica je povedala, kako je mačeha naročila lovcu, naj jo ubije, on pa ji je podaril življenje, in kako je potem ves dan begala in tekala, dokler ni našla njihove hišice. Če hočeš biti naša gospodinjica, nam kuhati, postelje postiljati, prati, šivati in plesti in imeti vse lepo v redu in čisto, lahko ostaneš pri nas in ničesar ti ne bo manjkalo, so nagovarjali palčki. Od srca rada, je rekla Sneguljčica, in ostala je pri njih. Gospodinjila je v hiši, palčki so odhajali zjutraj v gore iskat rudo in zlato, zvečer pa so se vračali in tedaj je morala biti večerja pripravljena. Ker je bila deklica čez dan sama, so dobri palčki svarili, naj bo previdna. Varuj se mačehe, ta bo kmalu zvedela, kje si, rajši nikogar ne puščaj v hišo. Kraljica pa prepričana, da je pojedla pljuča in jetra mrtve Sneguljčice, ni mislila na nič drugega, kakor na to, da je spet najlepša. Stopila je pred zrcalo in vprašala, zrcalce, zrcalce, na steni povej, katera najlepša v deželi je vsej. Ogledalo pa je odgovorilo, najlepša kraljica, vi ste pri nas, a za gorami Sneguljčica, ker je 7 palčkov doma, ta je še 1000-krat lepša od vas. Kraljica se je silno prestrašila, kajti vedela je, da ogledalo nikoli ne laže. Spoznala je, da je lovec prevaral
in da je Sneguljčica še živa. Začela je spet premišljevati, kako bi jo pokončala, kajti dokler ne bo najlepša v vsej deželi in njena nevošljivost ne bo dala miru. In ko si je nazadnje nekaj izmislila, si je pobarvala obraz ter se preoblekla v staro branjevko, tako da je ni bilo mogoče prepoznati. Tako preoblečena je odšla čez 7 gora k 7 palčkom, potrkala na vrata in zaklicala: Lepo robo imam poceni naprodaj. Sneguljčica je pokukala skozi okno in vprašala: Dober dan, ljuba žena, kaj pa prodajate? Dobro robo, lepo robo, je odgovorila starka, pasove in trakove v vseh barvah, in pokazala je izpisane svile spleten trak. To pošteno ženo pa že lahko spustim noter, je pomislila Sneguljčica, odpahnila vrata in si kupila prelep pas. Otrok moj, je rekla starka priliznjeno, kako si lepa. Stopi sem, da ti opašem pas. Sneguljčica ni ničesar posumila. Postavila se je pred njo in pustila, da je zapela novi pas. Starka pa ga je trdno zategnila, da je Sneguljčici pošla sapa in je kakor mrtva padla na tla. Bila se najlepša in nisi več, je zmagoslavno dejala starka in odhitela iz hišice. Kmalu zatem je prišlo 7 palčkov domov večerjat. Kakor zelo so se prestrašili, ko so videli, da leži draga Sneguljčica negibno na tleh, kakor da je mrtva. Dvignili so jo in ko so videli, da je pretesno prepasana, so prerezali pas. Sneguljčica je začela rahlo dihati, predramila se je in spet oživela. Ko so palčki slišali, kaj se je zgodilo, so dejali: Stara branjevka ni bila nobena druga, kakor nevošljiva kraljica. Varuj se in ne puščaj nikogar noter, kadar smo z doma. Udobnica pa je brž, ko je prišla domov, stopila k ogledalu in vprašala: Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je vsej. Pa je odgovorilo zrcalo kot ponavadi: Najlepša kraljica, vi ste pri nas, a za gorami Sneguljčica, kjer je 7 palčkov doma, ta je še 1000-krat lepša od vas. Ko je kraljica to slišala, je vsak ris ginila z obraza. Tako zelo se je prestrašila, ker je sprevidela, da je Sneguljčica spet oživela. Zdaj si bom izmislila nekaj takega, kar jo bo gotovo uničilo, je zlobno zašepetala in z umetnijami vešče čarovnice napravila strupen glavnik. Nato se je preoblekla v neko drugo starko. Tako je odšla čez 7 gora k 7 palčkom, potrkala na duri in zavpila: Dobra roba in poceni, poceni. Sneguljčica je pogledala ven in rekla: Kar pojdite, nikogar ne smem spustiti noter. Pogledati boš pa menda že smela, je rekla starka. Potegnila je iz torbe strupeni zdravnik in ji ga pokazala. Glavnik pa je bil deklici tako všeč, da se je dala preslepiti in je odprla vrata. Ko sta se pogodili za ceno, je starka priliznjeno rekla: Čakaj, da te lepo počešem. Uboga Sneguljčica ni mislila na nič hudega in je pustila, da jo starka počeše. Komaj pa je vtaknila glavnik v lase, je začel strup delovati in deklica se je brez zavesti zgrudila na tla. Ti izrodek lepote, zdaj je konec s teboj, je zmagoslavno rekla hudobna ženska in odšla. K sreči pa se je kmalu znočilo in palčki so se vrnili domov. Ko so zagledali Sneguljčico kot mrtvo ležati na tleh, so takoj pomislili na mačeho.
Iskali so in našli strupen glavnik in komaj so ga potegnili iz las, je Sneguljčica spet oživela in jim povedala, kaj se je zgodilo. Palčki so jo še enkrat opozorili, naj pazi in naj nikomur ne odpira vrat. Kraljica pa je doma spet stopila pred ogledalo in vprašala: Zrcalce, zrcalce, na steni povej, katera najlepša v deželi je vsej. In ogledalo je odgovorilo kakor poprej: Najlepša kraljica, vi ste pri nas, a za gorami Sneguljčica, kjer je 7 palčkov doma, ta je še 1000-krat lepša od vas. Ko je kraljica slišala, kaj je reklo zrcalo, je vsa zatrepetala in zadrekatala od besa. Sneguljčica mora umreti, je zakričala, pa če plačam z lastnim življenjem. Nato je odhitela v skrito, samotno kamrico, kamor ni smel nihče drug. Tam je zgnetla strupeno, hudo strupeno jabolko. Bilo je krasno na pogled, belo in rdeče, in vsakogar, ki bi ga videl, bi zamikalo. Kdor pa bi ga le košček odgriznil, bi moral umreti. Ko je bilo jabolko napravljeno, si je kraljica pobarvala obraz, se preoblekla v kmetico ter odšla čez 7 gora do 7 palčkov. Potrkala je na vrata. Sneguljčica je pomolila glavo ven in rekla: Nikogar ne smem pustiti noter, palčki so mi prepovedali. Meni je prav, je odgovorila kmetica, teh jabolk se bom že znebila. Na, eno ti pa dam zastonj. Ne, ničesar ne smem sprejeti, se je branila Sneguljčica. Kaj se bojiš strupa, je priliznjeno rekla starka. Čakaj, prerezala bom jabolko na dvoje, rdečo polovico pojej ti, belo bom pa jaz. Jabolko pa je bilo tako metalno narejeno, da je bila samo rdeča polovica strupena. Sneguljčica je ogledovala lepo jabolko in ko je videla, kako ga kmetica je, se ni mogla več upirati. Stegnila je roko in vzela strupeno polovico. Komaj pa je imela košček v ustih, je mrtva padla na tla. Kmetica jo je pogledala s strahovitim pogledom, se na ves glas zakrohotala in rekla: Bela kot sneg, rdeča kot kri, črna kot ebenovina, zdaj te noben palček več ne prebudi. Ko se je vrnila domov, je vprašala zrcalo: Zrcalce, zrcalce na steni povej, katera najlepša v deželi je vsej. Ogledalo je odgovorilo: Najlepša v deželi kraljica ste vi. Zdaj se je njeno nevoščljivo srce pomirilo, kakor se nevoščljivo srce sploh more pomiriti. Palčki so prišli zvečer domov in našli Sneguljčico, ki je ležala na tleh. Niti diha ni bilo iz njenih ust, bila je mrtva. Dvignili so jo, iskali, če bi našli kaj strupenega, jo razpasali, ji počesali lase, jo umili z vodo in vinom, a bilo je vse zaman. Ljubko dekle je bilo mrtvo in se ni prebudilo. Položili so jo na mrtvaški oder in vseh 7 palčkov je posedlo okrog nje in jo začelo objokovati. Objokovali so jo cele 3 dni. Nazadnje so jo hoteli pokopati, a bila je videti še tako sveža, kakor da je še živa. In še vedno je imela lepo rdeča lica. Pa je le ne moramo zakopati v črno zemljo, so sklenili in dali narediti prozorno krsto iz stekla, da se je z vseh strani videlo vanjo. Položili so jo v krsto ter z zlatimi črkami zapisali njeno ime in da je bila kraljevskega rodu. Nato so postavili krsto na vrh gore in eden od palčkov je vedno stal na straži ob njej. Prihajale so živali
in objokavale Sneguljčico. Najprej sova, nato vran in nazadnje še golobček. Tako je Sneguljčica dolgo časa ležala v krsti in ni strohnela, marveč je bila videti, kakor da spi, še zmerom vsa bela, kakor sneg, rdeča kakor kri in črnolasa, kakor ebenovina. Nekega dne pa je neki kraljevič zašel v gozd ter prišel k palčkom, da bi prenočil. Zunaj na gori je videl krsto in v njej lepo Sneguljčico in prebral to, kar je bilo z zlatimi črkami napisano. Obrnil se je k palčkom in jim rekel: prepustite mi krsto in dam vam za njo vse, kar želite. Palčki pa so odgovorili: ne damo je za vse zaklade na svetu. Pa mi jo podarite, je rekel kraljevič, kajti brez nje ne morem več živeti. Ljubil in spoštoval jo bom vse življenje, kakor svoje najdražje. Ko je tako govoril, se je dobrim palčkom zasmilil in podarili so mu krsto. Kraljevič je ukazal svojim služabnikom, da so jo odnesli na ramah. Pri tem pa se je zgodilo, da so se spotaknili ob grm. Krsta se je stresla in Sneguljčici je grižljaj strupenega jabolka, ki ga je odgriznila, padel iz grla. In Sneguljčica je brž odprla oči, dvignila pokrov s krste, sedla in bila spet živa. O Bog, kje pa sem, je vzkliknila. Pri meni si, je rekel kraljevič veselo. Povedal je, kaj se je zgodilo in dejal: imam te raje, kakor vse na svetu, pojdi z menoj na grad mojega očeta in postani moja žena. Sneguljčica se ni upirala in je šla za njim in pripravili so sijajno in razkošno svatbo. Na svatbo je bila povabljena tudi Sneguljčicina brezsrčna mačeha. Ko se je nališpala s prekrasnimi oblekami, je stopila pred ogledalo in vprašala: zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi vsej. Ogledalo je odgovorilo: najlepša kraljica, vi ste pri nas, a mlada kraljica je 1000-krat lepša od vas. Ob tem odgovoru je hudobnica stiknila grdo kletev in popadla jo je taka groza, da se ni mogla krotiti. Najprej sploh ni hotela iti na svatbo. Radovednost pa ji ni dala miru. Morala je iti, da bi videla mlado kraljico. In ko je stopila v dvorano, je spoznala Sneguljčico in od jeze, strahu in groze je stala tam, kakor okamenela in se ni mogla ganiti. A že so s kleščami prinesli železne, v ognju razbeljene čevlje in jih postavili pred njo. Morala jih je obuti in plesati v njih tako dolgo, da se je mrtva zgrudila na tla. Sneguljčica in kraljevič pa sta še dolgo in srečno živela.